Hello, alieni moji. Alien mama z vami nekaj časa minilo, ker sem bila majčkeno na off, se pravi 30, ko sem praznovala, bila sem v Italiji na morju, kot v Resenici, oziroma ne na morju, kaj zvano, pač na vdihu v Italiji. Danes gremo pa v New York, zaradi tega, ker bomo govorili o projektu Montauk. Dokler je Stranger Things serija tako aktualna, jaz upam, da še kakšen stream prišel, v katerem bomo govorili o dejanskih teorijah zarote, pa majčkeno predabatiravali to serijo. Za danes pa zaenkrat projekt Montauk, prek katerega ne moramo nikakor drugače, kot da rečemo freaking damn, koliko je to podoben tej seriji. Projekt Montauk je ime za projekt, ki naj bi ga vodil v 80. letih 20. stoletja v Ameriki na Long Islandu na rtu Montauk, ki se mu dejansko reče isto kakor tej ustanovi oziroma bivši bazi vojaškega oporišča, kjer naj bi se dogajale določene vojaške stvari, pa tudi določene prekrite stvari, ker nas zelo spominja na določene druge stvari, kot na primer, ne vem, Area 51 ali pa neke Titutove stare zadeve, ker vedno najdemo razlog, da v ozadju iščemo nekaj drugega, ker je vedno nekaj sumljiv. V tem primeru je pa sploh ekstremno sumljiv, ker če vam pokažem tole sliko te čudne mutirane živali, je že en dober razlog, da se sprašujemo, kaj se tam dogaja. Poleg tega, da obstajajo razni spisi, razna poročila, razne pogodbe, spet, tako da definitivno vredno govoriti o tem. Tako da gremo v video. Torej 80. leta 20. stoletja, torej tam okrog 1980, Long Island, New York, rt Montauk. To bi moglo biti zdaj prav disclaimer, ker so trditve v tem videu nepotrjene, veljajo za teorije zarote, obviously, ampak take zelo out there. Potovanje čez čas, teleportacija in nadzor uma so stvari, ki jih povezujejo. Paranormalne nadnaravne stvari, ki mogoče niso tako zelo nadnaravne, kot skozi bolj naravne, jih povezujejo skupaj s tem projektom. Ker nas spet spomne na našo drago Eleven in na tiste otroke tam, po Stranger Things. Ja, nadzor uma, Je pa projekt Montauk do zdaj ostal ful spregledan in so vsi sprašujejo, kako je to možno, ker je ful tak. It's a thing. Pripoved o dejanskem projektu Montauk se je resno začela leta 1992 s samo založniško knjigo Preston B. Nicholsona z naslovom The Montauk Project's Experiments in Time. In v bistvu ta knjiga je pognala v svet to idejo, da tam pa je bilo nekaj čudenega. Torej, ta moški Nicholson, ki je napisal to knjigo, je trdil, da ne samo, da ve nekaj o tem, ampak je bil prisoten kot en teh dečkov, na katerih naj bi izvajali razne eksperimente za nadzor uma že v 80. letih 20. stoletja. Torej, on naj bi z določenim switchom, vam več povem o tem potem, naj bi dobil nazaj spomin, ki naj bi ga takrat tudi zgubil, oziroma naj bi mu ga zbrisali nazaj, dobil spomin in je potem napisal to knjigo, ker ne govori samo o tem, kaj se je njim tam dogajalo, ampak tudi, kakšni so bili objekti od znotraj in tako naprej. In fascinantno je, da po objavi te knjige so se začeli oglašati še drugi, ker postavlja zelo veliko vprašanje, ali so dobili samo nek svoj switch in navdih in so pač lagali naprej, ali pa so pač dejansko se spomnili dejstvo in so rekli, Ivem, se je tudi to zgodilo, jaz sem tudi na tem modelu Long Islanda, jaz sem bil tudi takrat prisoten. Dajmo malo več povedati o tem. Govori o poskusih nadzora uma in telepatije, odpiranje prostorsko-časovnih portalov v druge dimenzije, stik s tujim življenjem, torej z alieni, I guess, in ugrabitve pobeglih otrok. Hočem reči, da tole je res bizarno podobno Stranger Things. Eleven počela in dejansko vse, kar je počel One. Enkrat smo že govorili, prav video sem naredila o filadelfijskem poskusu, oziroma The Philadelphia Experiment. Je bizaren. Iz leta 1943, ker so želeli nekako z mornarico se izogniti radarjem med vojno in naj bi želeli teleportirati celo ladjo. In naj bi jo uspešno, ampak, neuspešno, totalno neuspešno, ker to je ta primer, ker so potem mornarji na tej ladji najebali na ta način, da so bili na pol po tej teleportaciji, na pol del ladje, na pol prerezani. V glavnem, ta slika približno prizarja, kako ne bi to izgledalo zelo nagnusno in grozen in traumatično. Rečeno je bilo, da naj bi ta ladja takrat obstajala v hipervesoljskem mehurčku, ki je obstajal zunaj prostora časa.
O tem je pa začel takrat govoriti 57-letni Al Bielek, ki se je pogledal ta film The Philadelphia Experiment in mu je klenknil in se je spomnil in je rekel, oh shit, jaz sem bil del tega poskusa in je začel o tem potem govoriti. On je tudi en izmed teh ljudi, ki ne samo govori, da so prisotni, ampak da sta bila Philadelphia Experiment in ta zdaj Montauk Project zelo tesno povezan, oziroma da je Philadelphia Experiment samo obstajal prej. Še ni vse, zelo dolg časa nazaj, na začetku mojega YouTubea sem govorila v MK Ultri, kontroli uma, dejansko kontroli tistih, ki so, ne vem, neke zvezde predvsem recimo, torej za nadzor uma in dejansko je bilo to strani CIA, torej policije basically, oziroma da nam tako govorila kao, to ni kao, to je dejansko obstajalo, to je dejansko, so papirji o tem, pač samo noben ne govori o tem. Tudi rečeno je, da ne bi bil Nikola Tesla sam tisti, ki naj bi izumil naprave, ki naj bi omogočevale nadzor uma. Ena izmed teh naprav je bila The Montauk Chair. Stol Montauk naj bi omogočil psihično vohunjenje in portaljenje skozi čas in prostor. Torej, tisti, ki naj bi sedel na stolu in že imel neke svoje nadnaravne moči, naj bi mu elektromagnetično spodbudili možgane in ta naj bi potem dejansko videl in čutil in slišal vse, kar tista oseba, katero je želel, ki me v bistvu spominja ne samo na Stranger Things, ampak tudi na tega iz IDC-ja. Na tega človeka, ki je zdaj na sliki, ki sem pozabila, kdo že to je, ker sorry, nisem največji fan. Nekaj zelo podobnega, ker je uporabljala Eleven, ki so jo hoteli spodbuditi točno pri teh istih stvarih, da ne govorimo zdaj tudi o tem, da so stavbe podobne med sabo. Tako kot je Hawkins Lab, se nahaja v Hawkinsu, torej imenuje se laboratorij po kraju, ima iste ime, tako kot Montauku se nahaja potem Montauk Project, oziroma ta Montauk oporišče, ki se spet imenuje isto, dejansko so inspiracijo, mislim, da črpali tukaj ven. Potem je naprava The Seeing Eye. Vse vidno oko, s premenom človekovih las ali pa drugim primernim predmetom, videla skozi njihove oči, slišala čez njihova ušesa in tipala, kot ta oseba je takrat dejansko tipala. Potem pa pridemo do ugrabitve majhnih otrok. Otroci naj tudi ne bi bili kateri starejši niti od 4 let, ki so jih potem uporabljala za razne poskusne zajčke in na njih izvajali poskuse, ampak spet s predpostavko, da ti otroci naj bi bili nekaj posebenega. Te, predvsem dečki, so se imenovali Montauk Boys, Montauk dečki. Ugrabili in odpeljali naj bi jih z ulice ali pa celo z njihovih domov. Te dečki, kakor sem rekla, so se potem začeli oglašati, ker so rekli, fak, meni se je tudi to zgodilo, ne morem povedati svojo zgodbo in so rekli. Cilj je bil zlomiti naš da bi nas lahko sprogramirali, spremenili bi temperaturo iz zelo vroče v zelo hladno vodo, vas izstradali in je to prekomerno nahranili. Nekaj, kar zelo spominja sploh s to vodo, naprimer na Eleven spet. In tudi en izmed teh dečkov, ki je potem govoril svojo zgodbo, je govoril, da so ga tudi tepli s palco. Radi so ti držali glavo pod vodo, dokler se skoraj ne utopiš, ampak potem te potegnejo ven, tik prejem bi se utopil. To je bilo pa baje zelo učinkovito, ker posledično si obogal svojega rešitelja, ker si ga toliko spoštoval, ker je imel on vedno na nitki tvoje življenje, ali bo živ, ali boš umrl in na koncu si ga spoštoval in obogal, tako nekako kot Eleven in vsi tisti fanti, ki so obogali papata. Potem je pa tukaj še LSD, torej ta drogica, na kateri napolno haluciniraš in greš v neke svoje svetove in so jo tudi baje neskončno veliko uporabljali. Ampak tudi seksualno, ker je pa baje jih potem večinoma do konca itak zlomil in če drugega si znotraj traumatizirano ranjen in tako ne moreš biti človek, ki bi si želel biti, če se ti to zgodi, ne. Ampak potem ne bi prišlo do nekega preboja, če se sprašujete, zakaj se to sploh končalo. Ker taka krutost, jaz verjamem, da je... Mislim, če so koncentracijska taborišča obstajala, verjamem, da je to obstajalo. Tako da, končno smo se odločili, da imamo dovolj celotnega eksperimenta. Točen ta stol, ki je imel te polipke na glavi, da jim je pač kontroliral in tako naprej, baje si bil sposoben s tem ustvariti tudi karkoli si zamislil, ali so bili to majhni predmeti, ampak na eni točki je enemu dečku, mislim, da je bil Duncan, je ustvaril zver. In ta zver ne bi potem pobegala ven iz ekrana in pobila vse te, to zelo spet spominja, ne, Elevena, ne, pa na te njihove dermagorgone, pa so že. To je večkrat sumljivo, ker ne bi vsak skoraj tam videl to zver in vsak naj bi jo večkrat drugače opisal. Te v kampu Hero, Camp Hero se by the way reče tej glavni stavbi tam. Objekt Sage Radar je pa pomemben točno drugega za čolne, zato tudi tega mogoče ne porušijo, da se pač orientirajo iz morja, kam morajo na kopno.
Je pa zelo zanimivo, mislim, meni se zdi kar zanimivo, da je tam še vedno dežurna patrulja in pazi in opazuje, kaj se dogaja. In dejansko, če so kakšni tja šli ali youtuberji ali turisti, pogosto pride kdo, kaj tam nadzornik ali pa med glavnimi in reče, da ne smejo tam biti. Zakaj je kar veliko vprašanje, zakaj toliko ščitijo nekaj, kar ne bi bilo zapuščeno, nepomembno in nedelujoče. Zadnja stvar, katero verjetno vsi čakate in se ji bom definitivno dotaknila, imenuje se The Montauk Monster oziroma pošast iz Montauka. In to se je dejansko zgodilo in je bilo v medijih in je bilo WTF in se je zgodilo na plaži in mislim, da so bile 3 ali 4 punce, ki so se sprehajali in so prišle v kontakt, ko so na tleh zagledale tole stvar. In ta slika je direktno dejanska slika, ki so jo one posnele, ker so imele ob sebi takrat tudi fotoaparat in veliko ljudi to videli in ta stvar je potem tudi iz milega neba kar izginila. Dejansko ni točno, kdo jo je kam odnesel, samo ni je več bilo. Definitivno jim nič ni bilo jasno, definitivno ne izgleda kot katerakoli žival. Izgleda nek napihnen pes kvečem, ampak potem ima kljun namesto gobca in tako naprej. Baje naj bi tukaj v bližini obstajal nek laboratorij, kjer naj bi delali poskuse na živalih, tako da to je prva opcija, da je naplavili to žival od tam in da ni nekaj, kar bi mi itak lahko poznali, ker je pač mutantek. Lahko, da je bil stunt, torej da so tja postavili kot da šok terapijo povzroči pri ljudeh, da reče, oh moj god, kaj to je, da gre v medije in tako naprej. To se tudi veliko dogaja zadnje čase, tako da to je tudi ena opcija in potem valjda tretja opcija, da je to dejansko ta pošast iz Montauka. Mogoče ne ta, ki je pobila vse možne delavce v Camp Hero takrat, ker je majhna bila ta žoba, je manjša tudi od srednje velikega psa. Je pa potem četrta teorija, moja najljubša, to, da majčkeno so brskala v pasjih okostih in izgledajo tudi takole. Tako da se mi zdi, da je zelo velika verjetnost, da je to samo pasje okosti. Ampak ne bom party breaker, ker še vedno priznam iskreno izgleda ful čuden. Tako da, ful čuden je, da ima dejansko te vezi okrog taca, ali karkoli že so te šape. To tudi nima neki ogromen smisla. Komentirajte, kaj mislite, pa povejte, če naredimo kakšen stream in gremo čez teorije, tako malo debatirati o tem. Ker zdaj teorij o Stranger Things je ful in dokler je še sveža, bi šli lahko čez to. Zdaj moram hitro zaključiti, ker mi zmanjkuje baterije. Alien Mama out, se vidimo zdaj, upam, da prej, ker ne grem spet čisto kuj na dopust. Pridni bote radi, smajte, ajčo. Love you, bye.